Poglejte, izjave, ki so se pojavile v javnosti glede dela koprske kriminalistične policije, moram reči, da te izjave, ki jih je podal koprski župan, najostreje zavračam in seveda tudi obsojam. Namreč očitno so te izjave namenjene samo temu, da se diskreditira delo celotne kriminalistične policije v Kopru in seveda tudi posameznega kriminalista. Moram pa vedeti, da naši kriminalisti, seveda tudi policisti, delujejo strokovno, ne politično in imajo nekakršnega namena, da bi delali razlike med posameznimi osumljenci kaznivih dejanj, takimi ali drugačnimi. Vsekakor tudi izjave o tem, da odtekajo zaupni podatki, tudi v tem konkretnem primeru ne držijo, torej izjava župana ne drži tudi njegova izjava, da so naši kriminalisti oziroma da smo planirali v tem času izvedbo hišnih preiskav, kot je v navedenem prispevku bilo tudi omenjeno. Vsekakor se tudi naša kriminalistična policija in lahko rečem tudi cela slovenska policija kot prioriteto dela zadala boj proti gospodarski kriminaliteti in tudi rezultati, ki jih mi dosegamo na območju policijske uprave Koper, kažejo na to, da smo tukaj uspešni in učinkoviti, saj se je bistveno povečano število odkritih gospodarskih kaznivih dejanj od leta do leta in tudi ugotovljena premoženjska škoda, ki je s tem nastala, je zelo visoka. Moram poudariti tudi to, da popolnoma zaupam mojim vsem kriminalistom in tudi policistom, da svoje delo opravljajo strokovno, zakonito in seveda jih pri njihovem delu tudi podpiram. Moram reči, da smo kot policija in seveda policijska uprava Koper organiziran sistem, ker imamo tudi svoje vodje, tako da so vse preiskave, ki jih tudi posamezni kriminalisti seveda samostojno vodijo, tudi spremljene s strani nadrejenih in seveda tudi s strani pristojnega tožilstva, ki usmerja določene preiskave in so tudi nadzirane s strani sodišča. Na koncu pa lahko poudarim tudi to in povem tudi to, da je kriminalist, ki je osebno prizadet in razžaljen v tej zadevi, tudi že podal predlog za pregon zoper koprskega župana zaradi suma storitve kaznivega dejanja žaljive obdolžitve in tudi razžalitve. Smo pa s policijske uprave Koper na generalno policijsko upravo v Ljubljani tudi že podali pobudo za podajo predloga za pregon zaradi suma storitve kaznivega dejanja žaljive obdolžitve, ki je usmerjena proti organu, to pomeni proti policiji. Zakaj mislite, da se to dogaja? Mislim, verjetno nek cilj je za tem. Glejte, jaz sem že prej povedal, očitno je cilj tukaj diskreditacija celotne koprske policije. Kaj je izmerec za kratko Da, to sem pač omenil. Ta podatek, ki ga je dal župan, da se pripravljajo hišne preiskave oziroma naj bile že planirane, ne drži. Kaj je GPU odgovorila na to vašo pobudo? Trenutno odgovora še nimamo oziroma to pobudo na generalni policijski upravi še proučuje. Gospod Dedič je zdaj, se nanaša te tožbe na zdaj ali to že v preteklosti govorite? Glejte, jaz bom rekel tudi tako, govorimo o tem konkretnem primeru in v tem konkretnem primeru je pa tudi kriminalist tudi podal to pobudo oziroma predlog za pregon. Ampak to zdaj, po tem zadnjem dogodku, ker znano je, da gospod Dedič že preganja. Ja, govorimo o tem zadnjem dogodku. Bo podal, je podal? Je podal. Kaj pa vsebinsko tistega dogodka, ki je oziroma dejanja, za katere je on menil, da boste prišli v preiskavo, pa napovedal vašo preiskavo? Glejte, to je stvar teh dveh konkretnih dogodkov, ki sta omenjena, pač ne morem komentirati, seveda gre po vseh zadevah, ki jih naša kriminalistična policija preiskuje za predkazenski postopek in dokler zadeva ni zaključena, seveda se v javnosti ne komentira. Gospod Rebec, še nekaj mogoče, ker smo v prazničnem decembru, ste pisali Dedku Mrazu za kakšno novejšo stavbo? Glejte, tudi lanskemu Dedku Mrazu smo pisali, pišemo tudi letos. Moram reči, da se odgovorni na nivoju generalne policijske uprave in tudi ministrstva trudijo, da bi čim prej zagotovili ustrezne prostore nam vsem, ki tukaj delamo in tukaj praktično preživimo kar nekaj časa. Ampak seveda postopki so dolgotrajni in upam in želim si pa, da bi to, kar je obljubljeno in to, kar poteka, bilo čim prej tudi realizirano. Obljubljeno pa je? Obljubljeno seveda je, da bomo v kratkoročnem času lahko šli v druge prostore. Seveda je pa to vezano na postopke, ki pač trenutno potekajo. Tečejo aktivnosti za sebe. Lokacija zraven policijske postaje je še vedno aktualna?
Glejte, govora je bilo tudi o lokaciji za gradnjo nove policijske uprave na zemljišču, tam, kjer so garaže, ampak tudi v tem trenutku tega ne morem več komentirati, ker pač postopki tečejo in to je stvar ministrstva, ki to zadevo gre. Vi pa bi s tem soglašali, če bi se odločili ministrstvo, da bi tudi tam nas... Seveda, to so samo ugodne rešitve za naše delavce, ki se bi bistveno izboljšali oziroma spremenili delovne pogoje, ki se seveda moramo obstaviti. Obupali nas, da so malo, da bi tako si Ja, dejte nam vi pomagati, pa dejte vi pisati Božičko, morda bo on drugače in hitreje odreagiral. Je na Finskem je povezan s parkom. Dobro, ima še kdo kakšno vprašanje? Pa hvala lepa. Hvala.